Takšne gibanje so se seveda odrazila potem na koncu tudi na poslabšanju tekočega računa plačilne bilance. Zato vidite se tukaj predvsem pri blagu, beležimo primanjkljaj že od leta 2004, tudi prej smo ga, ta se je v letu 6 nekoliko povečal, v letu 2007 v lanskem letu znašel približno 1600 milijard. V prvih mesecih letošnjega leta, v prvih 5 mesecih, za kar so razpoložljivi podatki, pa se primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance povečal na približno 900 milijonov evrov. Od tega največji delež pade prav na primanjkljaj blagovne menjave. Tukaj so storitve, to je ta rdeč stolpec, ki je še vedno pozitiven, naša menjava storitev je še vedno pozitivna, kar pomeni, da več storitev izvozimo, kot vozimo. Pri blagovni menjavi je situacija ravno obratna. Uvoz je več od izvoza, kar je seveda povezano z našo visoko gospodarsko rastjo. Ko gre predvsem za uvoz investicijskih industrin, za opremljene stroje, ki konec koncev poganja našo gospodarsko rast, gre tudi za uvoz repromateriala, zato takšen razplet dogodkov ni presenetljiv. Koliko se je v zadnjih 2 letih povečal tudi primanjkljaj v bilanci dohodkov od dela in kapitala, kar poenostavljeno pomeni, da se je povečalo plačilo obresti, ki jih Slovenci plačujemo na naš dolg, ki ga imamo v tujini, kar je cela posledica povečanega zadolževanja, ki smo bili priča, pa ki smo bili priča v zadnjih letih, v zadnjih mesecih. Seveda, če skušamo oceniti, da je takšen razvoj dogodkov zaskrbljujoč, potem je seveda ključno vprašanje, kaj smo s tem denarjem, ki smo si ga sposledili naredili. Dokler so te investicije, ki so financirane s tem zadolževanjem produktivne, dovolj produktivne, da pokrijejo obrestne mere, da še naprej spodbujajo gospodarsko rast, potem so seveda ta pojav poslabšanja tekočega računa plačilne bilance pojasnimo s tem celotnim sklopom dogodkov, oziroma s hitrejšo gospodarsko rastjo v Sloveniji, ki in seveda posledično tudi ugotovimo, da se bo se umiritev s pričakovanjem umiritev gospodarske rasti umiril tudi oziroma zmanjšal tudi primanjkljaj tekočem računu plačilne bilance. Poleg teh rangiva, ki se mi pomembno so k povečanju primanjkljaju pomembno prispevali tudi spremembe cen. Tukaj je zelo dobro črko, z dobrim stolkom prikazan dejanski primanjkljaj v lanskem letu in pa v prvih 4 mesecih letošnjega leta. Rdeči stolpci pa prikazujejo, kakšen bi bil takšen primanjkljaj, če se cene niti v Sloveniji, niti na mednarodnih trgih ne bi spremenile. Kar s drugimi besedami pomeni, da je pomemben del poslabšanja te tekočega računa plačilne bilance posledica dejstva, da cene dobrin oziroma blaga, storitev, ki ga uvažamo, raste precej hitreje od cen, ki jih mi lahko dosegamo z našim izvozom